Med najbolj ranljive skupine sodijo otroci, mlajši od 4 let, starejši občani, ljudje s prekomerno težo ter ljudje, ki opravljajo delo na prostem, poudarjajo na Novomeškem zavodu za zdravstveno varstvo. Tle bi rada morda staršem položila na srce predvsem to, da otrok ne puščajo tudi ne za kratek čas v zaprtih avtomobilih ali pa tudi pri prtih šipah, ker je to za telo izredno obremenjujoče. Posebej pozorni morajo biti kronično bolni. Predvsem ti naj zelo pazijo na svoje telesne dejavnosti v času, ko so zunanje temperature za telo neprijazne. Za naše sogovornike pa je še vedno najbolj osvežilna voda. Kaj, flašo vode s sabo pa zaščito? To je vse. Krema z visokim zaščitnim faktorjem, na malo gledam, da njo zaščitim, klobučke tako vidite na glavah, pa vode. Samo ležati, mirovati in to je to. Nič aktivnosti. Ljudje, ki se zelo veliko potijo, lahko dehidrirajo. Možen je pojav mišičnih krčev, lahko tudi v trebuhu, kasneje pa tudi sončarice. Opozorilni znaki pa so? Telo se obilno poti, koža je vlažna, potna, znoj je hladen, puls je pospešen, vendar šibek, tudi kasneje lahko pride do padca krvnega tlaka. Če spregledamo tudi te znake, se lahko pojavi vročinski udar, ko pride do večorganske odpovedi zaradi neuspešne termoregulacije telesa. Da se izognemo neprijetnostim, je priporočljivo zadrževanje v ohlajenih prostorih in v senci. Pri visokih temperaturah lahko človek dnevno izgubi tudi več litrov znoja dnevno. Zato ne bi otroci dnevno zaužili od 1 do 1,5 litra, odrasli pa 2,5 litra tekočine.